večer in prisrčno pozdravljeni vsi, ki vas nekoliko neugodne vremenske razmere danes niso utegnile od tega, da bi se udeležili današnjega dogodka. Dogodek Znani Slovenci berejo slepim in slabovidnim se dogaja v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Sam projekt je financiran iz sredstev Evropske unije, natančneje iz Evropskega socialnega sklada in pa iz sredstev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. V okviru projekta želimo vzpostaviti boljše pogoje za delovanje osrednje knjižnice slepih, slabovidnih in pa ljudi z motnjami branja. Naša knjižnica, ki deluje v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, bo 1. marca letos praznovala že 96-letnico svojega obstoja. Bravo! Kar zaploskam, super. Zanimivo je to, da je celo 2 leti starejša od podpornega društva slepih, ki je predhodnik naše organizacije, kar pomeni, da je bila potreba po branju vedno še močnejša od potrebe po samoorganiziranju. Vendar pa se naša knjižnica že kar nekaj let spopada z hudo prostorsko stisko, zato je ključni namen projekta Knjižnica slepih in slabovidnih vzpostaviti in pridobiti nove, večje prostore za delovanje naše knjižnice. To pa še zdaleč ni vse. Z najrazličnejšimi dogodki, izobraževanji, usposabljanji, akcijami, strokovnimi konferencami in pa z bogatim kulturnim, literarnim programom želimo vsem ljudem približati področje slepote in slabovidnosti, odpirati najrazličnejša vprašanja, ponujati odgovore nanje, predvsem pa rušiti tabuje, ki pri nas obstajajo v zvezi z slepoto in slabovidnostjo. Zelo sem vesela, da lahko danes večer v naši družbi pozdravim varuhinjo človekovih pravic, gospo Vlasto Nussdorfer. Pozdravljeni. In pa Manco Košir, ki bo ta dogodek zapeljala do takega dela, da bomo zagotovo vsi odšli zadovoljni domov. Hvala lepa. Hvala lepa. Še preden pa predam besedo gostjama, bi povedala, da današnji dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Ljubljana. Zato na tem mestu predajam besedo predsedniku omenjenega društva, gospodu Luju Šproharju. Dober večer vsem skupaj. Se jaz ne rabim mikrofona, jaz lahko vpijem, jaz imam dober glas. Jaz bi se rad zahvalil v imenu Zveze slepih in v imenu Medobčinskega društva slepih Ljubljana, tako gospe Vlasti Nussdorfer kot Manci Košir, da se boste zdaj malo potrudili za nas, mi se bomo pa trudili za njiju, da bomo poslušali. Jaz bi takole rekel, ko so 1825 pogruntali pisavo za slepe, tako imenovano Brajico, Louis Braille 1825, so se slepi ljudje spremenili za akustičnih v kulturna bitja, tako pravijo sociologi kulture. Stvar je pa toliko daleč prišla, da je bralna kultura pa nas zelo živahna, tako da recimo v Sloveniji imamo na primer na 1000 prebivalcev 7 diplom. Slepi imamo 8,2. In v vseh socialnih kategorijah slepi ljudje preberejo največ beletristične literature. Verjetno je zato to vse eno z drugim povezan in jaz mislim, da je knjižnica tako brajeva kot zvočna eno boljših stvari, ki jih je ta Zveza slepih v, smo rekli, 96 letih dala slepim ljudem. Hvala vsem še enkrat in lep večer tudi naprej. Hvala lepa, gospod Šprohar. Sedaj pa mi ne preostane drugega, kot da žezlo predam gostjama in vam zaželim prijeten večer. Hvala lepa. Prisrčen pozdrav vsem.
Mi dve, kar obedve bova imenu celega razreda, se reče naju dveh, rekli hvala lepa, da ste naju povabili, kajti gospa Vlasta Nussdorfer ni znana samo kot ena najbolj odličnih pravnic na Slovenskem, večkrat izbrana med prvih 10 najodločilnejših. Kot ženska, ki je ustanovila Beli obroč, se zavzemala za prizadete, ki so bili zlorabljeni in ranjeni, kot naša zdajšnja varuhinja človekovih pravic, prej tožilka. Vlasta Nussdorfer, ti si tudi imenitna bralka in pisateljica, ki imaš zdaj že koliko, 6, 7? 10. Vidite, 10 knjig. Niti ne znamo prešteti. No, kaj je ker, to? Ja, kaj je to? To je veliko za žensko, ki je praktično od jutra do večera na razpolago svetu in družbi, in potem, ko pridejo tiste tihe samotne urice, potem šele ima čas zase za branje in pisanje. Torej, Vlasta Nussdorfer, prisrčna hvala. Jaz se pa tudi zahvaljujem, da ste mene vzeli za današnji večer, zato, ker se mi zdi, da je vsako druženje z ljudmi, ki smo malce drugačni, kar smo vsi, ne? Zlasti pa slepi, slabovidni, gluhi, invalidni, ne vem kakšni, ampak to je obogatitev našega srca. Če mi odpremo naročje drug za drugega v svojih posebnostih, kar naj še enkrat rečem, da je vsak od nas nekaj posebnega, potem postanemo notranje bogatejši. In kot sem danes že citirala Alena Kobilico, in ga bom še zelo velikokrat, ker mi je ta njegova misel tako globoko segla v dušo. To je lep maneken z mednarodno svetovno kariero, ki je rekel: šele odkar sem slep, zares vidim. In ta misel je fantastična. Obstaja tudi pleme Kogov, ki živi že 1000 let tako, da izbere svojega duhovnega voditelja, ko je še čisto majhen otrok, in ga za 7 let zapre v črno jamo. Samo en drobčkan pas svetlobe je v tej jami in potem ga mati hodi dojit, modri možje ga pa hodijo učit. Ne, kaj je drevo, kaj je skala, kaj je gora, kaj je sonce. Čez 7 let tega mladeniča oziroma otroka še spustijo na svetlo in on je ves zmeden in takrat mu modri možje začnejo govoriti, kaj je bistvo drevesa, kaj je bistvo jelena, kaj je bistvo ptice, kaj je bistvo človeka, kaj je bistvo lune in kaj je bistvo sonca. In gre spet nazaj za 7 let. V črno temo. In ko pride ponovno med svoje pleme, je prebujen, kaj ti zdaj zares vidi. In ta zgodba me vedno znova navdihne, tako da vedno rečem, ja, če le morem, kadar sem kam povabljena. Torej, draga Vlasta, ti kot predanjena bralka in ženska z izjemnim občutkom za čas in prostor si izbrala knjigo Umetnost preprostosti francoske pisateljice Dominique Leroux, ki je šla samo na izlet, veste, na Japonsko, ker si je želela videti to predanost lepoti, zeno, enostavnosti. No, in je tam kar ostala. In zdaj živi tam že več kot 30 let. In kako to, da si se ti odločila, da nam predstaviš prav to knjigo? Ja, najprej en res lep pozdrav. Zahvalila bi se vsem, ki ste v tem kar strašnem vremenu za te čase, ker nismo navajeni sploh snega, prišli. Tako da je že to, da imaš publiko, velik dosežek, ne? Torej, ko sem dobila povabilo, da bi predstavila knjigo, sem na nočni omarici prvo zagledala tole. Torej, Umetnost preprostosti, in to zakaj? Ker sem jo dobila proti koncu lanskega leta od prijateljice in sem rekla, najprej bom nekaj časa razmišljala o preprostosti, potem bom pa prebrala. In ko sem brala, se mi je zdelo, da mi je knjiga segla v dušo, zato ker si želim, pravzaprav, da bi se zavedali, da je v teh časih lepo biti preprost. Da je vse preveč pokvarjenih ljudi, vse preveč ljudi, ki jih lepijo po neki slavi, bogatstvu, lepoti. In ko nekaj dosežejo, že lepijo po nečem drugem. In niso nikoli zadovoljni. Morda pa tudi zato, ker je pred kratkim umrl nek gospod, ki sem ga spoznala pred mnogimi leti in nisem mogla pozabiti tega, kar mi je pokazal, in sem pozneje o tem razmišljala. Namreč, ko sem ga pred mnogimi leti spoznala, ni bil več mlad,
imel je neko prijateljico in pokazala sta mi hišo. Hišo, v kateri živita, ki je bila tako polna vseh stvari, pravzaprav bi kar rekla bogastva, da se jaz nisem mogla temu načuditi, da ima nekdo toliko vsega. Pa sem premišljevala, koliko let je to zbiral, ali od prednikov, kako ga to obremenjuje, kako je zavarovano, ali se boji tatov, ali sploh kam potuje, ker ima toliko stvari. No in potem je ta gospod povedal, da to ni edino, kar ima, da ima še kar nekaj takih zadev. In potem me je to še bolj obremenilo in sem rekla, ubogi človek, kako bo odšel z tega sveta. No in dejansko je ta gospod pred kratkim, sem zvedela, umrl. In prav zaradi njega, ker sem premišljevala, kako majhno, sem še celo vprašala, kakšen je bil pogreb, ker ni umrl v Sloveniji in so rekli, da je bil žarni. In takrat se spominjam, da sem razmišljala, poglej, ob vsem tem, kar sem videla, je sedaj v nekaj, niti ne metru zemlje. Torej, kaj vse spravimo skupaj v življenju, zakaj vse si prizadevamo in vendar vse pustimo, ko odidemo in tudi vsega ne moremo, niti ko živimo, zadržati, imeti ob sebi, gledati, spremljati. In pravzaprav me je ta knjiga navdušila, ker spregovori ravno o tem, da je lepo biti tudi preprost, biti z majhnim zadovoljen in skratka živeti po takih posebnih načelih. To mi je tudi morda blizu, zato ker moram nenehno tolažiti ljudi, ki nimajo. Ljudi, ki so oropani za marsikaj v življenju, tudi za zdravje. Predvsem mnogi težko preživijo dan. V petek mi je nekdo pisal dolgo pismo, v katerem je pisalo na koncu, povejte mi na svet, kako naj z 2 evri na dan preživim. In sem se zamislila, kaj to pomeni. Ali je to kilo kruha, ali sploh lahko malo kruha in malo mleka kupiš. Kaj narediti z 2 evri, če jih imaš na dan? In potem sem rekla, poglej, koliko je skrajnosti. Nekdo ima 2 evra, nekdo ne more niti prešteti denarja, ki ga ima. In zato velikokrat razmišljam, kako moramo razmišljati o tem, da bomo nekega dne ta svet zapustili in da je vse, kar imamo današnji dan. Včeraj je mimo, je preteklost, ne bo se ponovila, lahko je bil najlepši, najbolj sončen, najlepši dan življenja ali najslabši, pa se ne bo več ponovil v taki obliki. Jutri je vedno neka neznanka. Tudi če bi vprašali astrologe, tudi če bi pogledali v kavno usedlino ali kamorkoli, čiste prave resnice do jutri ne bomo odkrili. Torej, vedno, ko vstanemo, si že želimo tisti dan. In tisti dan je lahko poln tudi, če smo sami srečni, notranje zadovoljni in tudi dovolj skromni. Kajti, če nisi skromen, vedno hlepiš po nečem. In to te naredi včasih zelo nesrečnega, ker dosežeš en cilj, pa ti ni dovolj. Nekdo reče, ja, sej danes je kar šlo, pa mi je uspelo, ampak kaj, če jutri ne bo. Tako da v bistvu se obremenjujemo in to pogosto preveč. Ja, pravijo, da krsta nima žepov, ne? Da bi v njih lahko vtaknili karkoli. Tako da ima pa človek srce do konca, v katerem je prostor samo za nekaj, ne, Vlasta, ljubezen in bližino. Tako. Te pa se ne da dobiti z nobenim materialnim bogastvom. Knjiga Umetnost preprostosti, ki sem jo zaradi tebe, hvala, draga Vlasta, prebrala še enkrat, je razdeljena na 3 dele in v prvem delu je posvečena domu. Vem, da si tudi ti ljubiteljica doma in da imaš rada lepoto doma in da vložiš kar veliko energije, da je ta dom lep, da imaš rada praznovanja. In ko sem brala s tvojimi očmi in sem rekla, joj, sigurno je Vlasto tole navdihnila. Poveš kaj, tvoj odnos do doma in knjiga, ki govori, da naj bo dom preprost, da naj bo čim bolj prazen, da naj bo v njem lepota, ki zažari, to je malo, ampak tisto nekaj posebnega. Kako te je nagovarjala? No, seveda, eno je prebrati, drugo je uresničiti.
Sama se res v vseh teh letih selim v manjše domove. Ne. Najprej, ko smo bili malo večja družina, otroci, smo živeli v večjem domu. Potem je treba nekega dne za otroke poskrbeti, pa smo prodali tisti dom in se preselili v manjšega, da imajo tudi otroci nekaj od tega. Ampak seveda se je zelo težko odločiti tudi v manjšega, kaj odnesti. Tako da je bila ta selekcija, o kateri govori knjiga, kar precej težka. In zato sem 2-krat prebrala kakšen odlomek in si rekla, predvsem moram biti boljša na področjih, kjer pišejo, da če nekatere stvari dalj časa ne uporabljaš, jih z lahkoto zavrzi. Potem pri predmetih. Jaz imam še vedno rada kar veliko predmetov, ki so mi drag spomin. In zdaj bi se zelo težko ločila od nekaterih, ker me vsak na nekaj spominja. Seveda pa moram reči, da sem to uresničila, da z lahkoto dajem. Torej, da vsako toliko, ne glede na to, da mi je nekaj drago, saj veste, kako je z otroci, ko pridejo, pa pogledajo, pa pravijo, mami, a ti ali pa oči to še rabiš, saj to vem, kaj pomeni, da bi radi imeli. In potem rečem, glejte, če bi radi, vam z veseljem dam. Pričemer niso otroci enaki. Moja snaha prisega ravno tako, kot ta knjiga na to, nič čičkov, tako kot tukaj piše. Ne bomo ničesar imeli, kar je preveč. Medtem ko bi hčerka pa imela še kakšno stvar več. Tako da je tudi tu umetnost, kako tudi v nekem paru, recimo, ko hči ima moža, ne, in tudi moj sin z ženo, kako doseči to harmonijo. Ali naj nekaj odnese, ali bo zaradi tega kakšen prepir, ali bodo zadovoljni. Tako da jaz se kar rada ločujem od predmetov, to je en velik plus, bomo rekli, ne pogrešam, ker pravim. Tudi če ni pri meni, bom šla pa tja pogledati, bom šla pa večkrat na obisk. Medtem, ko moj mož pa ne da rad stvari od sebe, ne? In tukaj imava potem midva kar dostkrat kakšen pogovor. On pravi, ko bom umrl, bodo tako vse dobili. A ne? Jaz pa pravim, poglej, a ni lepo otroke razveseliti, da to veselje še vidiš, ker ne vem, potem ne verjamem, a bom še kdaj kaj videla, če me ne bo na tem svetu. Jaz traj vidim sedaj vesel obraz, on pravi, se že zdaj vejo, da bodo dobili. Vem se nekla, ampak gledajo drugače. Ne? Tako da, tako sem imela recimo kakšen res drag, mislim ne drag, dragocen spomin, kakšen kipec, ki me je na nekaj spominjal. Ne? In so si ga vsi ogledovali, joj, kako je to lepo, mami, pa tukaj čist nič lepo ne paše, pa veš, da se lahko razbije. Pa sem rekla, no, kdo bi ga raj imel, pa ga odneste, ne? In sem se z lahkoto ločila od tega. Moram reči, da nimam, mislim, da ni stvari, ki jo ne bi podarila, če bi jo kdo od mojih želel, prebolela, zato, ker pravzaprav tudi, če imajo drugi in so srečni, sem tudi jaz. Tega nimam, jaz nimam, bom rekla, se to eni pravijo, ni dobro, ampak res nimam posestniškega čuta. Tudi z lahkoto, recimo, tudi ne vem, kako ste vi, ampak se selim rada. Tudi v službi sem recimo prejšnje leto, ker nisem vedela, da bom varuhinja, si dokončno, ampak res dokončno opremila sobo na tožilstvu. Pa si šla. Ampak res je bilo hudo, ker so mi rekli, da se bom morala preseliti zaradi nekih sprememb po kolektivu, a veste, da bo na enem oddelku recimo tehnično osebje, na drugem tožilci in tako. In sem, kar malo mi je bilo na začetku težko sobo pustiti, ampak potem, ko sem videla, sem rekla, ta bo pa še lepša in sem si jo res opremila in se rekla, tukaj bom pa do penzije. In sem tudi poslikala jo, ker jaz vse poslikam, kar imam, ker potem tudi, ko grem, mi ostanejo spomini. Jaz imam od vseh stanovanj, od vsega kipcev, meni je vseeno, imam pa slike. No in potem to poslikam in res to je bilo prejšnje leto, torej 8. december, ne? In sem napisala, no čez 2 meseca, čez 1 mesec sem se že počasi selila. Če bi vedela, veste, da se ne bi tako trudila do potankosti. Vsako slikco sem obesila in rekla še par let, ne, sej dosti mi ne ostane, se ka do penzije. In tudi doma, ko se selim, razmišljam v duhu te knjige, ne nositi vse krame seboj. Tako da ta hip bi se spet morala preseliti, ker sem že malo nabrala tega. Ne. Veste, tako da predvsem je značilno, da vam povem,
da ko sem pospravljala, in to ne malokrat, tudi ko so bili še manjši otroci, jaz tudi rada pospravljam, tako se mi zdi vse na novo, ki odkrijem, pogledam, sem doživela celo to, da sem odnesla stvari do smetnjaka in tudi dala v vrečo, ali bil poln, ampak ravno takrat je prišel pa moj mož iz službe, jaz sem imela recimo dopust in nisem se znala niti zlagati, a veste, da bi res, prav ne vem zakaj, ampak je rekel, pa ja ni tisto ob smetnjaku naše. In takrat bi morala reči, ne, se veste, ne, kje pa, to je najbrž od sosedov, potem bi najbrž rekel, ker ni neumen, kako pa veš, ne, veste kako, ne. In sem rekla, ja, ampak veš, same nerabne stvari. Prva stvar je bila, da je vse vzel in prinesel in je rekel, bom pregledal. In ko je pregledal, je veliko doma ostalo. Tako da te selitve v smetnjak mi niso preveč uspele. In zato me ta knjiga navdušuje, da moram biti boljša, bolj vztrajna in spet pospravljati. In tudi veš, kaj mi je pravzaprav preprečila, prehranila, mislim, da resno, ne vem, še čisto 100% to ni, ne, ampak mislim, da mi je kar nekaj denarja in sicer sem, preden sem jo prebrala, razmišljala o nujnosti, ampak nujnosti ene omarice. Neke stvari bi jaz morala dati v neko omaro in sem že pravzaprav gledala omare, pa študirala, koliko bi to, če bi mi Zar prišel računal, pa če bi jaz kje v Ikeji kupila, sem že tudi tam bila, pa se stavila. In zdaj, ko sem to prebrala, sem rekla, nič, jaz ne rabim omare, jaz moram kaj stran dati. Bravo. No. Ja, v tem smislu je knjiga izjemno navdihujoča. Moram reči, da ko sem jo prebrala prvič, sem po tem principu šla pogledati, katerih oblek nisem imela že 2-3 leta in sem se lepo tiste najdražje in najbolj kakovostne lepo dala v čistilnico in spravila. Sem rekla, če 7 let vse prav pride in zdaj še kakšno ven potegnem. A veste, to je bila prva stvar, se pravi, nisem avtorice popolnoma ubogala, ampak sem jo tudi, ker ona pravi, kupujte kakovostno, ker to traja dlje in lepo negujte in to. Tako da tega ni bilo sicer veliko, ne. Ampak vse drugo sem pa lepo razdelila in usrečila zelo veliko ljudi. Potem sem tudi takoj oddala svojo strokovno knjižnico na fakulteto, da so šle knjige stran, potem še druge knjige razdelila otrokom, vnukom, vzemite, kar morate, ampak jih je še zmeram in zmeram znova še več in več. Tako da moj temeljni problem so knjige. Kam z njimi? In no, bom skušala... Ja, ne moreš biti popoln, je treba večkrat knjigo prebrati, pa pravzaprav takrat takoj iti to uresničevati. Ja, ker ona piše recimo, da imajo Japonci navado, da imajo stanovanje čim bolj golo posteljo in potem, če imajo knjige, imajo 3-4, pomislite. Jaz jih imam pa 300-400 roka, veste, za vsak slučaj, nikoli ne vem, kjer mi bo prav prišla. Ampak zato sva danes tukaj, draga Vlasta. Ampak viš, ta stavek, nihče ne splava na vrh s preveč prtljage. Ja. Tam je bil pa tako všeč, jaz rada, čeprav ni lepo v knjigo kaj napišem, ne? Hvala enako. In sem si ga prav na veliko napisala, ker me je nekako res, sem rekla, pa se je res. Ne? Ja, nihče. Druga modrost, jaz imam pa pri Sufijih počrtano, tvoje je samo to, česar ne moreš izgubiti v brodolomu. Tudi to, ja. Da lahko izgubimo pa čisto vse, tudi življenje. Tudi piše nekje, da moraš imeti pripravljeno, v bistvu to smo včasih, ki si se bal potresa, če se spomnite, pa so rekli eno torbo, ali pa takrat, ko je bila kratka vojna. Da moraš imeti eno torbo. Jaz sem celo enkrat mal imela, ne, ampak kaj dati not, a veste, to je hudo, ne. Mal ne veš, dal ene čevlje, pa ne veš, a bo zima ali pomlad, pa moraš že dvoje, ne, dati, ker ne veš, kdaj bo. Zdaj mal za toplo, mal za hladno, koliko tega, ne vem, a bi še kakšno hrano, zdravila tudi rabiš. Veš, ni lahko to pripraviti tako predlago, ne, no, ampak tudi to svetuje, da imaš nekaj, ali pa kaj bi izbral, katere predmete res, ki bi te osrečili, kateri so res samo tisti kvalitetni, tudi piše, ne, predmeti. Včasih ti je pa kakšna neumnost prav pri srcu, ne. Tako da tam moraš malo pogolfati, to ne gre, ne. Jaz mislim, da je to odvisno od našega temperamenta. Mi smo razkošni ženski, kot iz priloženega sledi in imamo tudi radi več različnih lepot okrog sebe. Pri bižuteriji bi se meni zataknili. Ja, to sem ravno hotela reči. Cel predal tega, ne, ker
tudi če ne rabim, pa kdaj strgano, pa se kaj, recimo tukaj mi je že en niz danes odpadov, si moš misliti. Zaradi Ni take preprostosti. kvalitete zgleda, ne, tako da moram imeti več tega, ker ni tako dobro in je zjutraj odletelo, ampak nič hudega, ker sem lansko leto, ko smo delali, veš, ravno v Valdorski šoli venčke, ne, sem kupovala povsod perlce, ne, da bi jih jaz tam lepila, ker sem imela že narejen načrt, kakšen bo moj venček. In jih ni bilo prav veliko in zdaj jih zbiram, a veste, ampak zdaj sem to v službo nesla. In sicer, ko se mi razbije kakšna taka ali zlomi, potem jaz dam v škatlico in bom imela za nov venček. No, jaz bom pa za tiste, ki ste slepi oziroma zelo slabovidni, prevedla, da Vlasta Nussdorfer govori o svoji čudoviti ogrlici iz perl umetnih, ne iz pravih, ker če ne bi morala imeti varnostnika za takele perle, ne, ki je imela originalno 2 vrsti perl. Do danes Do danes zjutraj. Danes zjutraj se je pa ena vrsta strgala. In zdaj hrani te perle za venčke, ki jih dela šole. z veseljem za Valdorsko šolo in za božični sejem, ki jih potem tam te venčke prodajo in potem barvajo šolo in podobne reči. Izjemno lepo. Ja. Vlasta, zelo pomembno poglavje, meni osebno je bilo poglavje o čiščenju. Ne samo o čiščenju stanovanja, ampak tudi o čiščenju telesa. Recimo, tukaj sem se pa takoj nate spomnila in se rekla, upam, da boš kaj o postu povedala, ker jaz imam kar nekaj knjig o tem. Največ, kar dosežem, je to, da recimo en dan v tednu, ampak ga težko zberem. A veš, ponedeljek nekako sem navajena, malček od nedelje bila pojest, pa ne rečem, ne bom že v ponedeljek stradala. Torek je tako ponavadi kar naporen, veliko potujem, pa rečem, kako bom preživela, če bom cel dan ob soku. Sreda je zelo, hodim veliko po terenu, pa ni prav dan. In tako vsak dan ni prav primeren in bi zelo rada, ti si mi dala eno čudovito knjigo, ne, tudi Blasi na tem postenju in jaz vedno sklenem, da bom, ne vem, 3 dni skupaj, zdržim pa samo en dan, kaj je narobe? Da si v istem okolju. Mi se hodimo pustiti ali na Bled, Ribno ali Jezersko, letos bomo šli maestozo hotel Lipica Kras in se pustimo od vsega, se pravi od družine, od odnosov, od računalnikov, od televizije, od radia, od knjig, in mimogrede od trde hrane, saj tekočo hrano zaužijemo, sadne in zelenjavne sokove in poparke, ne, tekoče, ker jaz, da bi doma izvajala takole post, ni govorja, kot rečejo moji otroci, ni govorja. Pridem zvečer utrujena in vsa vesela, kako je uspel najin večer, kaj naredim, mančica, se boš pa malo nagradila. No, kako se boš pa nagradila? Ja, ne vem, mogoče bom malo sirčka pojedla, pa malo vinčka popila, pa si bom rekla na zdravje. Dobro si to upravlja, ker je treba v življenju nenehoma slaviti. Ja, ker, a ne? In postenje je eno posebno stanje telesa, duše in duha, za katerega si moraš vzeti ogromno časa in prostora. Ne sred službe, so pa tudi taki, ki to znajo, tudi sred službe, vsaka jim čast. Ne? Ampak medve najbrž nisva taki. 40 dni ali 30. Ja, mislim, Peterle recimo redno se pusti med službo in prav, da je še boljše volje in še bolj kakovostno deluje. No, ne, medve ne bova, ne? Ja, no, jaz sem včasih kot otrok, ne vem, kako ste vi, ampak ne, da bi bilo tako pomanjkanje, dobro, ni bilo milk, ampak je bila tudi čokolada nekdaj, ampak vedno so mi rekli, da ni zdravo in da ne smem več kot en košček dobiti, veste. Prav ta majčken košček čokolade, drugo je šlo v omaro. In takrat sem sklenila kot otrok, da ko bom pa velika, bom pa, če bom hotela, pojedla pa celo čokolado. In zdaj, če si kdaj kupim tako, ne kupim velike, ker potem veste, kaj bi sledilo, ampak 10 dek tako, jo tudi res pojem, ker ko že rečem, da jo bom spravila, rečem, ne Vlasta, spomni se, kako je bilo en košček, zdaj pa kar celo pojej. Ampak sreči to ni doskrat, ne, ampak vseeno to naredim. Ne moram pa verjeti, ko sem pisala knjigo Pod krilatim Pegazom o eni 100-letni, zdaj ima že 101 leto, gospe Jani iz Rogaške Slatine, ki je v domu Pegazovem, mi je povedala, tukaj pa nisem taka, nikoli ne bi mogla biti, da njena mama, so bili zelo revni, nikoli ni zaužila čokolade in ona iz spoštovanja do svoje mame
celo življenje nikoli ni pojedla koščka čokolade. In zdaj ima 101. rojstni dan, bo imela marca, in sem bila zdaj pred kratkim pri njej in sem jo vprašala, pa vseeno ne bi okusila ene čokoladke. Je rekla ne. A vidiš, kakšni ljudje, kako so? Jaz to ne bi zdržala. Ja, mislim, da ima mama gor ali dol, ampak glejte, v njen spomin bi eno pojedla. Točno. Res. Slovenci imamo zlasti te starejše generacije, tudi moja mama, dva mita. Eden je ta, da je vredno življenje sam, če si žrtev in če se žrtvuješ, ne, in skozi nosiš križ na svojih plečih, ne, takšen in druga, in trpiš, to je edino legitimno življenje. Drugo pa je, da je užitek prepovedan. Kakršenkoli užitek, seksualni užitek, užitek s čokolado, užitek, to je prepovedano, ker pol pa več ne trpiš. In s tem mitom se moramo enostavno spopasti. Ker tudi ona večkrat poudarja, avtorica knjige Umetnost preprostosti, ki jo res toplo priporočamo. Tukaj je založnica Vale Novak, gospa Edvina Novak, gotovo je še zadobita, ne, ta knjiga, kje? Da ljudje nam telefonirajo na založbo in povejo, kako jim je obrnila življenje. No, res. No. Ja, je zelo navdihujoča knjiga. No, ampak tej knjigi večkrat poudari avtorica, kaj je bistveno. Bistveno je, bodi kar si. A ne? Bodi resničen, bodi avtentičen, bodi kar si. In če te takrat paše cela čokolada, bodi blasta in jo pojej. Tako, no, ni treba, da tvoja mama da spregovori v tvoji glavi glas tvoje matere, da imaš takoj občutke krivde in poješ sam en košček. S temi glasovi je treba obračunati. Knjiga je čudovita, ker ti pokaže neko pot avtorice, hkrati jo malo modificiraš po svoje, potem se spet malo k njej vrneš, pa spet malo popustiš se, ni treba, da čisto slediš v vsem, ne? Ja, ja. Zdaj, drugi del ima čudovit naslov Telo. Jaz te naslove obožujem ravno zato, ker ta prepovedan užitek je šel stavek, napačna interpretacija po moje svetega pisma, da je telo grešno. Ne? In zdaj to grešno telo ne smemo mi negovati, biti nežni z njim ali karkoli, ampak ga moramo, če že ga moramo kaznovati, ne? Se veste, kaj so se delali s tem telesom ali karkoli. No, ona pa pravi, milujte svoje telo. To je tudi meni všeč, ker se nadaljuj. S tem doprineseš k vsemu, tudi k svojemu počutju. Seveda, če si ti srečen, so tudi drugi ob tebi. S tem, ko se znaš posvetiti samemu sebi, tudi se nekako spoznavaš, vidiš tudi, kaj ti ugaja, kaj ti ne. Mislim, da je tudi vse to, kar opisuje o čistoči, o lepoti, o lasjeh, v bistvu. Skratka, marsikaj spoznaš, o čemer mogoče niti toliko ne razmišljaš. Vse je na kupu v tej knjigi. Telo, stanovanje, duša. Skratka, čisto vse in se te dotakne. In recimo, jaz sem tako ljubiteljica kakšnih svečk, ne? In če gorijo svečke take, a ne, kako spremenijo, dišijo tudi, ne? Lahko tudi že dišeča sveča, kako spremeni prostor. In se mi zdi, no, da je lepo tudi v takem okolju, ali pa kakšna kopel, ne pravijo zastona, ne, kakšna osvežilna, ali pa kakšna, ali pa potem kakšna pijačka. Nimam pa, mislim, tukaj, glej, pa nisem, pravzaprav sem kar grešila, tako, kot bi kakšni rekli, a ne, in namesto v kopel, da bi, pravijo, tega še nisem doživela, da bi imela kozarček penine, to moja prijateljica, me vse skozi uči, ona je prebolela raka, pa ne enega, kar več, ne. In ona me je ogromno stvari naučila. Povedala, to najbrž vsak tak človek toliko bolj ceni življenje. Pravi, veš, ona se tako rada neguje, pravi, veš, sem vesela, da sem živa, da imam še roke, da imam noge. Veš, Vlasta je rekla, ko grem v kopel, vzamem vedno majčken šampanček. In recimo, jaz sem že parkrat prekršila, ko sem ga od nje dobila, tisti 2 deci, pa sem premišljevala, da bi recimo ga pa res eno nedeljo tako v kopeli popila. Ampak jaz sem prav grozno, no, ampak sem celo, ko se mi je zdelo škoda časa, diktirala v kopeli. Kar je grozno, ampak jaz moram skozi nekaj delati, ker imam toliko dela.
ponedeljkih oddajam te kolumne druge in potem mi je škoda, da bi kar ležala in sem uživala, ampak hkrati še malo diktirala, ker z lahkoto, to mi je tudi užitek. Enkrat sem pa rekla nič, bom pa enkrat mogoče prinesla. Tako da zdaj ta knjiga me tudi k temu malo navaja, da bi pa to naredila. In ona pravi, poglej, ni lepšega kot kopel in potem en majčkan kozarček, prav šampanjčka. In ne morem razumeti, da ga ona sama spije. Meni je vedno šampanjc in kava samo v družbi mi prija. Recimo kavica je meni obred. Meni lahko daste tudi v šalco samo vodo, toplo vodo, mogoče bo boljška mrzla, ker mrzla je že malo neprijetna v lepi šalčki. Ampak topla voda pa mogoče not neki, pa bom še kar lepo srkala, ker meni je obred zelo všeč. Jaz nikoli kave ne pijem, ker bi jo rabila, čeprav jo tudi, no, ker imam bolj nizek pritisk, ampak nikoli tako na hitro jo ne bi spila. In zato, ko reče nekdo grem na kavo, je vseeno pije sok, čaj, mleko, kakao, ne vem kaj, je obred pogovora to. Ne? In najbrž je to en lep obred, če bi si sam natočil kozarček in ga spil, a ne in premišljeval. Ja. No, vidite, to mi skozi prepoduje. Jaz še kar ne vidim, ampak si sam. Ampak ko pa enkrat, kot ste rekli, ko veš v kopel, ko greš ti jaz, pa se te stvari, nisi več sam. Tako se ti pogovarjaš s svojim telesom in svojo dušo, s tem svojim ptičkom, ki ima skligo v telesu. To mi ona skozi poveduje. Ja. In pravi, to je poseben užitek. No. Tako da Ja, sej se izboljšujem. Ja, vsi se izboljšujemo tudi s pomočjo te knjige, kaj ti, zdaj, ki si ti rekla, da še diktiraš v kopeli, to je... Ne, to je ne vsakokrat. Ja, no, ampak iz stališča te knjige je to velika napaka. Ja. Kaj ti, če si v kopeli, uživaj v kopeli, če diktiraš, diktiraj. Tako. Če zen uči, počni eno samo stvar in tisto temeljito, ne? In ona je zenovka, ne? Ampak mi zahodnjaki pa imamo drug model. Napoleon je saj 7 stvari hkrati počel, a veste. In mi ženske si mislimo, mi jih lahko pa 10 recimo, a veste. Kuhaš, diktiraš, pomivaš, otroke... Mož ne more razumeti, pa gleda, če gleda televizijo, ne, potem gleda samo to in ne more se z njim skoraj pogovarjati. Se ne more, če gleda televizijo. Kaj delal, ne. Jaz pa vedno imam rada za družbo, še televizijo zraven tudi delam, ali berem, ali pišem. Sej takrat, ne gledam pa filmov takrat, seveda. Filmov zato zelo malo vidim, ker nimam časa. Ker če pa začnem gledati, potem je pa konc, potem pa jaz do konca gledam, ker me tako primami, ker rečem, joj, kaj bo pa zdaj moram. In potem se bojim, da je to nadaljevanka in da bo morala še prihodnji četrtek trepetati in biti doma, ker kaj, če ne bom in kako bo in kdaj bom to. Tako da najraje gledam take pogovorne oddaje, kjer lahko tudi se malo izklopim, če kdo zelo zanimiv ga poslušam. Poročila, vse okrogle mize, če sem doma. To pa lahko veliko zraven tako da vedno naredim. Ne slišiš dosti novega. Potem pa še včasih me ne bi motil, tudi če bi bil radio s kakšno glasbo. No, to me ne, ker se hitro, moj mož pa prav, eno stvar pa konc. No, jaz Vlasta sem ti posebej hvaležna za to in tebi, Edvina, da si izdala to knjigo, ker sem si zdaj z veliko napisala na naslovno stran marsikaj, ne, ampak ceniti razkošje lenobnosti tudi. To pa je tudi lepo. In jaz ne vem, kaj je to, in zdaj sem rekla, na stara leta bi bil pa mogoče čas, da zvem, kaj je to lenobnost. Ne? Mislim, in bom začela malo vaditi. Mene ne sprašuj, ker še ne vem. No, ti si mlajša od mene in mi boš sledila. Ti bom povedala. Kar to preizkusi. Bom preizkusila in te bom obveščala, če mi bo Mislim pa, da bi zmogla. No, to sem enkrat premišljevala, čeprav si pravijo, kje ti brez dela ne boš. Pa skozi dopovedujem, da bi zmogla. Pa pravijo, ne. Ampak ne vem, bi pa mogoče en dan preživela tako eni lenobnosti. Ampak ne vem, kdaj bo. Ja, no, jaz sem že začela vaditi, ampak mi čisto v dan še ni uspelo pidžama dan, rečem, tudi iz pidžame nisem šla ven, da bi se prisilila, da ne bi nikamor šla, veste. Če si v pidžami, ne. Čeprav sem enkrat pelala ene otroke domov kar v pidžami. Sem rekla, imam pidžama, dej, in sem samo plašč nataknila in bila šofer. Je pa zdaj vreme prijetno, tako, ne, če malo sneži, pa da bi gledal. Pa tvoja svečka, pa malo šampanca, Če se dobro počutimo v svojem telesu,
pravi naša pisateljica, se dobro počutimo povsod. Ja, to je res. Poglejte, recimo, če misliš, da si kolikor toliko še v redu, ne, si čisto zadovoljen nisi, ampak recimo, no, da si še kar oblečen, da greš od doma, pa da imaš recimo še malo spodobno frizuro, lih tako v redu, ne, pa da ti vse to uspe, si kar zadovoljen. Ampak zdaj si vi predstavljate, to se je namreč tudi zgodilo eni moji kolegici, da ti pa nekdo reče, ti, joj, kaj pa je, pa ti rečeš, nič, kaj bi pa bilo? Joj, pravkar te pogledam, a si kaj bolna? Ne, nisi še neprepričan, ne da bi vedela. Ja prav, joj, se slabo zgledaš, recimo, takoj se začneš slabo počutiti. Tako je bilo zadnjič, veš, ko sem, ne vem, me ne vidite, da imam mavec na levi roki. Namreč malo nerodno, nekaj je bilo na tleh in sem padla, prvič v življenju, nikoli nisem imela mavca, malo mastno pa malo vode, takoj za tistim so postavili tisti napis drsija, veste, to se pravi, da že so navajeni tam, da drsijo, ne. No, in ko so mi dali opornico, 2 dni nisem šla nikamor, potem se je Marija, kaj če bo to zdaj kaj narobe, a ne, malo me je bolelo, sem šla na urgenco in so mi dali opornico in je bilo kar v redu. Ko me je pa zdravnik poklical, da naj se vrnem, ker misli, da je poka in da bi bilo bolj še enkrat slikati, sem se pa tisti hip zelo slabo počutila. Takrat, ko je on rekel, da naj nazaj pridem, sem rekla, sej moram iti, se me vse boli. Tako da človek se res tudi sama ne dopoveduje, imamo tako, ko pravijo tudi ne, avtosugestijo, a si zdrav ali bolan. Ne. In dejansko ti lahko nekdo v par minutah se ti spremeni, če ti reče, to je večkrat, ko greš zdravniku, pa da ti reče, z vami je vse v redu, voda je krasna, unje krasno, vse. Ma korošca si, ne? Če ti pa reče, kaj slabega, si pa še slabši. Ne? Razen, če nisi pri 3. delu naše knjige, ki se imenuje ne? In zdaj, je pa zelo močan. Ja, če si dovolj zbran in trden sam v sebi, ne? Potem zdržiš najbrž tudi Mislim, to. Da si lahko marsikaj trden, razen mogoče pri zdravju, ne? Tam te hitro kaj lahko preseneti, ne, kljub. To je težko reči, dokler sam ne občutiš, ne, lahko je biti pameten pa reči, to ni nič, to se da, to se zmore, ampak ko prideš v tako situacijo, pa razumem take in drugačne reakcije, ne. No, ko pri tem poglavju je v središču čuječnost, mindfulness, pozornost, meditacija, kaj od tega, a ti kdaj se s čim tem ukvarjaš, kaj meniš o tem? Ja, če sem k jogi hodila, ampak potem vse te aktivnosti so mi žal začasno ustavljene zaradi tega, ker je vse to vezano na določene dneve in ure. Kamorkoli se vključiš, če se vključiš. Doma lahko sicer tudi sam vadiš, ampak moraš biti zelo discipliniran. Lepše hoditi nekam, ne, ker te prisili. Nikoli nisem tisti dan sigurno prosta, ne morem reči, ne ponedeljek, ne torek, ne noben dan. In se mi zdi, da bi bilo škoda v tem času. Tako da bom še hodila, sem pa hodila 1 leto, tako da mi je bilo to zelo všeč, pa tudi poslušanje kakšne take meditativne glasbe, no, to mi je bilo izjemno. Kaj pa ti? Ja, jaz pa delam jogo že Se pravi, ti si zato, ko sprašujem. Kar sama lepo, disciplinirano, ker če 1 teden ne delam, sem čizarjavela, poslušajte. Si sklepi fuč, hrbtenica fuč, kot bi bila, ne vem. Imam pa 7 tibetanskih vaj, tudi to. Tudi Edvina Novak založba, zgleda, da ti skrbiš za zdravje Slovenk in Slovencev. Tako da, karkoli, tudi če greš po stopnicah 10-krat gor in dol, samo da je redno vsak dan. Ker poudarek je na disciplini vsakodnevni in 10 minut gibanja vsak dan je več redno, kakor enkrat na teden v fitnessu 5 ur. Jaz sem se odločila, ker so me presenetili novinarji s tem vprašanjem, veš, tako da zdaj imam malo prakse, kako kaj telovadim oziroma kakšen šport. Ne? In sem se zalotila, da zdaj, odkar sem varuhinja, je tega zelo malo, ampak sem se spomnila, da nisem pa vsem tako lena, zato ker jaz nič ne čakam, da hodijo moji zaposleni, smo pa v 3 nadstropjih k meni, ampak jaz hodim k njim. Nikoli ne vejo, kdaj bom prišla in kar tekam okrog. Če kaj rabim, letim v to sobo, pa v drugo, pa sama pogledam, pa grem malo k pijaru, malo sem, malo tja. Tako da tukaj si naberem jaz kar dosti kilometrine, ker sem cel dan v službi. Točno, vidiš. In to, če bi imela ti zaštetje, sigurno narediš na dan nekaj kilometrov na ta način. Pa tež hodim v službo in domov.
No, jaz sem pa še od profesorja Cibica, ki ima več kot 92 let, prebrala, da stanuje, to je primarij za srce, v 5. nadstropju v stolpnici in da ne ve, kaj je to lift. Ker vse življenje že hodi peš in do 2 stopnici preskakuje, to jaz preberem in začnem hoditi tako tudi jaz. Tako da, razen če imam 7, ja, no vidiš, razen če imam 7 punkelnov, ne, takrat ne zmorem, ker veliko nosim iz trgovine, ampak sicer pa preskakujem po 2 stopnici in se že vsi otroci norca delajo, to je tista šla po pošto, ki po 2 stopnici preskakuje, ampak lejte, navdih, ne, tako da sem tudi profesorju Cibicu zelo hvaležna za to izročilo, tako kot tej knjigi za marsikaj. Draga Vlasta Nussdorfer, predlagam, da mi s tem prvim delom pogovora o knjigi Umetnost preprostosti zaključiva ta cikl in si ti zdaj glavna zvezda in bereš tiste odlomke, ki so tebi najljubši. Zdaj samo sprašujem, a jih bere kar tukaj? Dobro, potem bom pa jaz uživala lenobno. Aha, to se pravi, jaz nisem niti vedela, kako bo to potekalo, ampak ker je branje, ni problem, jaz sem si marsikaj izpisala in sicer imam lepo napisano. Preprostost pomeni, da imate malo, ker ste tako lahko odprti za bistveno in za pravo vsebino stvari. To se mi zdi ena taka lepa misel. Veliko stvari je povsem odveč, a to spoznamo šele, ko so nam odvzete. Uporabljali smo jih, ker smo jih imeli, ne pa, ker bi jih res potrebovali. Koliko predmetov kupimo, ker jih vidimo pri drugih, je tudi vprašanje. Strah pred spremembo. Spremeniti se pomeni živeti. Če odvržemo kaj, kar ne rabi ničemur več, ne razsipavamo. Nas spomini osrečujejo, sprašuje avtorica. Odločite se za minimalizem. Gospodarnost je v umetnosti življenja praktična filozofija, kajti z malo stvarmi živimo bolje. Če hočemo živeti le z najnujnejšim v čistih in zračnih prostorih, potrebujemo disciplino, izčiščenost in voljo. Uporabljajte čim manj predmetov. Rešite se vseh drobnih stvari tega sveta, kot stare cunje, ki ste jih siti. Nihče ne splava na vrh s preveč prtljage. To je misel, ki sem si jo še posebej izpisala. Potem morda tudi, naj si vas stvari ne prilastijo. Zdi se mi tudi zelo pomembna misel. Ne, da si mi prilaščamo stvari, ampak si stvari nas kar vzamejo. Nimamo mi v lasti stvari, one imajo včasih nas. Namesto skladišča si ustvarite dom. Tudi to me je pretreslo, zlasti, ko sem se spomnila na te omare in še da bi rabila nove. In sem rekla, majhno stanovanje, nove omare, pa si bom imela pravo skladišče. V kakršnem prostoru, tudi to se mi zdi pomembno, v kakršnem prostoru živiš, tak si. Okolje vpliva na osebnost in na odločitev. Posameznika razumemo precej bolje, če vidimo, kje živi oziroma kje je živel. Morda včasih tudi pri redu, a ne, to velja, ko prideš k nekomu in je popolnoma vse razmetano in hiti pospravljati, in pravi, samo da pospravim, da nekam ti lahko sedeš. V vašem domu naj bo vaše vodilo, da je najnujnejše že dovolj. Kaj je najnujnejše, seveda treba presoditi. Naj vaši prostori zadihajo z novo močjo. To je pa v bistvu tudi oprema stanovanja, da postaneš nekak lastnik, uživalec teh prostorov, pa tudi, da nisi preveč posestniški. In tukaj sem dobra, ker se rada selim in zapuščam. Nekdo recimo enega svojega stola nikoli ne bo zamenjal, to je sicer lahko lepa navada, lahko je poseben stol, ker ga rabi, vendar v življenju lahko marsikaj izgubimo in jaz vedno na stvari gledam tako. Če se mi nekaj zgodi,
prihaja nekaj boljšega in potem komaj čakam, kaj bo tisto, kar bo boljše. Pa tudi, če ni, pa se tolažim, da je boljše, da ni prišlo. Potem stvari, kaj zavreči in kaj ohraniti, imeti bistven. Kaj so naše bistvene potrebe? Potrebujemo določen minimum, da preživimo in hkrati toliko, da živimo dobro. Tudi to se mi zdi izjemno pomembno sporočilo. Knjiga je tudi zelo pregledno napisana. Ima poudarjene tekste, ni, da bi jo težko brali in odložili, zato ker se lahko vračamo na določene strani, lahko jih večkrat preberemo. Recimo, pazite na skromnost, živite lahkotno in poenostavljajte. Nauk tega je, da velikokrat ne poenostavljamo stvari, ampak si jih v življenju kompliciramo. Že tako so komplicirane, ampak potem še mi vedno kaj dodamo in rečemo, sej gre, ampak, ta beseda ampak, ne? In potem se znajdemo v velikih težavah. V svoj svet piše, sprejmite le tisto, kar zadovolji vaše čute. Tukaj smo pa zdaj že, a ne, pri telesu, pri ugodju. Če ti, jaz tudi več palčk prižgem v stanovanju večkrat, to pa naredim. In če recimo kakšna ne diši prav lepo, se veš, kako težko jih je zbrati, ker ti ponujajo vse mogoče, pa mi kakšen vonj ni všeč, jaz lahko to zavržem in vzamem novo. Kakšen pa prav ne veš, kaj se nič hudega, bom potrpel do konca, je treba to porabiti. Ne? To ne gre zdaj za nek velik denar in za razmetavanje. Ne? Potem recimo garderoba, slog in preprostost, no, tukaj bi lahko kaj rekla, ne, da se bo morala še popraviti, kje dobiti zdaj tiste predmete, ki bodo zlasti med oblačili malo trajnejši. Ne. Nakupi, mesečni proračun in vzdrževanje, tukaj mislim, da smo vsi precej šibki, no ne upam si sicer o vas govoriti, ne kar tako. Potem pa so prednosti minimalizma. Čim manj ga izgubljajte, da ga boste več in bolje izrabili. Današnji dan je naša največja dobrina. Tukaj se mi zdi, da avtorica sporoča eno zelo globoko misel, da je današnji dan tisti, ki nam prinaša največ. To je tudi zelo skladno z mojim razmišljanjem, da moramo biti vsak dan veseli za tisti dan, ker je preteklost mimo in prihodnost, kot sem rekla, neznanka. Ljudje si želijo imeti čas, na to pa se sprašujejo, kako bi ga zapravili. Tudi to je včasih kar tehtno vprašanje, samo da bi imel nekaj časa, ampak potem ti je pa dolg čas. A ne? Tudi to se nam lahko zgodi. No, bom pogledala, sem si malček označila, ker jaz si zelo velikokrat kaj izpišem. Razni obredi so še zelo lepo opisani. Potem so različni nasveti, ki so tako, da bi jih moral pravzaprav kar imeti vsak dan in tudi prebirati, ker jih je zelo veliko. No, mogoče je zelo zanimivo, jejte manj, vendar bolje. Kdor se zredi, je korak bližje smrti. Zdravja ne moremo ohraniti, če se ne zavedamo in ne trudimo zanj. Živimo v družbi, ki pretirava pri hrani, v družbi z vedno več zabavami in tudi z debelostjo, ki je bolezen prezasičenosti, prezasičenost občutij s hrano. Hočemo vedno več, kot povzroča stres, najpogostejši vzrok smrti. Začetni dejavniki bolezni so povezani z napakami človekovega uma. Tukaj pa se mi zdi, da je dejansko ta prezasičenost, ta pravzaprav potratnost, včasih tudi vzrok marsikateri bolezni, zato se piše tudi naslov Poslovite se od maščobe, z lahkim telesom do lahkega življenja, obroki naj bodo zmirni in sestavljeni prefinjeno. Tukaj bi zelo rada dodala, da ne vem zakaj, ampak meni zelo veliko pomeni tudi okolje, kjer jem. Tudi recimo miza, list, ki jaz sem recimo onesrečila ali pa osrečila družino, da vedno, kadar smo imeli praznovanja, ki jih ni bilo malo, sem velikokrat napisala, kje kdo sedi, potem kakšno presenečenje, veste, tiste lepe misli, ki si jih kupiš,
Pa potem je kdaj tudi pisalo pazi pod stolom, sledi presenečenje. Pod stolom je pisalo darilo je v kopalnici. Skratka, kar precej sem razvajala svoje najbližje, ampak sem sama uživala. Jaz to nisem delala zato, da bi njih toliko srečala, kot sem tudi sebe v pogledu na njih, ki so iskali darila, čakali. No in takrat sem bila deležna od otrok, tudi če je kdo prišel na obisk, je rekel zlasti sine je malo pretiraval, hči je bila kar zadovoljna, sine pa veste, pri naši mami je čisto drugače. Vi morate pogledati, kje je listek, kje boste sedeli, potem pazite na stol, nikoli ne veste, kaj je pod njim, kje boste iskali darila. Veste, pri nas ni kar lahko, ne, preživeti. No in potem nisem vedela, naj to ukinem ali ne, ampak otroci so s tem rasli. In ko se je ravno ta sine poročil, ki je imel toliko zagovoriti o mamici, sva pa z možem šla v njihov domek na prvo kosilo, naučila sem jih kuhati otroka in tako sva bila lepo postrežena, ampak date kap. Na mizi so bili listki, kje sedimo. Na mizi je bil listek z nekimi mislimi in tudi en bombonček. Ni bilo, ne, zdaj listkov pod mizo, pa ni bilo iskanja. In ko to vidim, nisem vedela, a naj rečem, da je to pa tako, kot pri nas, ali bom tiho, če si tiho, ni lepo, ker bi rekli, se ni niti opazila, ali je jezna. In sem rekla, ja, Peter, kakšna miza. Vedela sem, da ni snaha za to zaslužna, ker ona je vedno rekla, kot sem vam povedala, minimalizem, ona precej po tej knjigi živi, čičke stran. In sem rekla, kako sta to pripravila? In potem je rekla Metka, ja, Peter je rekel, težko bo za našo mami, če ne bo nikjer nobenega listka. In potem je rekel, veš, vse si nas okužila, sva tako uživala, ko sva pisala in zadnjič sva dobila pa celo, ko smo prišli za Božič, so bili pa pravzaprav tako, so hotela sabo vzeti, pa so rekli, da to ni za vzeta, ne, da bodo še rabili. Je bil tak, za servetko not dati iz Ikeje, hvala, joj, ne vem, kaj piše. Neka lepa misel tudi tukaj. In iz Ikeje je bil tak za zavit, veste, za dati servetko, ki je imel na koncu zgoraj utorček in v utor so napisali ime. In sem bila tako presenečena, da sem rekla, no, poglej, pa se je vseeno prijelo. Joj, kako lepo. Zdaj pa ne vem, kaj tle piše na tej misli. Joj. Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo, mongolski pregovor. Obeležitev dneva slovenskih splošnih knjižnic v knjižnici Mirana Jarca, Novo mesto. Ja, kako lepo. No, viš, sem pozabila. Sem imela v torbici, to so te misli, veste, sem imela v torbici, sem rekla, Bog ve, kdaj jo bom ven potegnila, zdajle, ker sem je ti spomnila. No, torej, sonce, kako še enkrat sonce prebudine? Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo. A ni lepo? To bomo poklonili Sanji. To Tako, misel, da bo ona na veliko napisala lepo. v Brajlovi pisavi in še kakšni drugačni za knjižnico slepih in slabovidnih. Jaz, Manca, imam eno, kako bi rekla, danes težavo. In to tako, da si me ti že dvakrat presenetila, jaz pa moram se upravičiti zaradi te pravzaprav mavčne obloge. Nisem uspela narediti tega, kar bi morala, ker sem hotela od doma ti nekaj prinesti, pa nisem šla več domov, ker je bil sneg in sem prišla direktno sem. Tako da se bom popravila, ker sem te vedno presenetila, ne s kakšnim mini Končno sem zdaj jaz enkrat tebe. In glejte, danes se vse vrne, to je tako kot pri otrokih, a ne, sem dajala in potem so me presenetili. Manca je tako pozorna, da res hvala. No. Hvala tebi, ki si me vedno, veste, kadarkoli smo bili kje zmenjene ali janjanja Slovenke, je Vlasta samo ven vlekla. Kakšna mala darilca, svečke, kakšne angelčke in tako. No, in danes, danes je bilo pa tako. Hvala Bogu, da nimaš kaj takega. Ob 7, ne, to pa sem rekla, se bom šla ob 5 jaz domov, pa bom od doma sem prišla. Ampak vidite, bi morala že zjutraj ne s seboj, ker jaz sem pa v službi malo dlje ostala, nekaj se je zavleklo in sem morala v tem direktno sem. No, vidiš. In sem rekla, upam, da Manca ne bo nič imela.
Ampak ne, manca me je presenetila in mi že takoj nekaj dala in zdaj že to drugo. To bomo dale itak zdaj sami. Ja, ampak nič hudega, to je zelo lepo. Veš, na kaj me to spominja? Jaz sem vedno, res vedno, tudi v službi, a veste, če se je kaj zgodilo, pa sem komu pustila kakšen listek, ali pa, ne vem, tako sem uživala v takih pozornostih. Potem so začeli tudi drugi, a ne, kaj darovati in tudi kaj, kakšne pozornosti, kaj puščati, ampak dolgo časa ni nihče na nobenega drugega pomislil, ampak se je vedno meni zahvalil. In tako recimo je tajnica vedno rekla, hvala, ali pa kakšna soseda, hvala Vlasta, zelo lepo. Vse, kaj ne vem, nimam pojma, ne delaj se norca, sej vem, da si ti dala, sej kdo pa da. Ne, sem rekla, čist resne, sej ti ne verjamemo. In potem sem komaj dokazala, da so tudi drugi, ki to nosijo in dejansko je bilo tako. A veš, se je prijelo, ker ko ti daješ, potem nekako se ti vedno vrne, tako ali drugače. Nikoli ne gre, pa celo tako pravijo, težko je darovati gumb ali pa kamelo, ne, oboje je težko darovati. Vendar vedno je lažje, če dobiš drobne pozornosti. Velika darila te spravijo v težave, ker potem ne veš, kako vrniti. Jaz se spomnim ene gospe, ki je imela hčerko staro, ali hčerko mislim, da je imela ona, ne, sina je imela ta gospa in je rekla, da hodi z eno deklico tako pri 16 letih, te čist mlade ljubezni, ampak je rekla, veste, jaz sem v veliki težavi, pravi, moj sine ne ve, kaj bi dal tej deklici, ki bo zdaj imela rojstni dan, ker ona mu je prinesla dragoceno, tako skoraj zlato pero. Pa sem jaz rekla, pri 16 letih, ko zagotovo jih bosta zamenjala vsak še par, a ne, deklet in fantov, tako darilo. Ja, je rekla, spravili so nas v zelo neroden položaj, ker zdaj moj sin pravi, kaj naj kupim, a ne zlato ogrlico, a ne uro. Jaz sem rekla, gospa je boljš kar skromno, kar nekaj skromnega, ker če boste tako, a ne nadaljevali, kam bo to pripeljalo? Če boste slučajno skupaj, bo moral potem že hišo pred poroko kupiti, ne? No in ne vem kako, mislim, da vem, da se je končalo tako, da ni bil to tisti izbrani par, ne? Da sta se razšla in vidite, kako te lahko taka drobna darila te zelo razveselijo, medtem ko te lahko pri nekaterih spravijo pa kakšne zadeve v težave, ne? Seveda to med zakonci nič narobe, kako je že rekla, ena nikoli ni dovolj briljantnih prstanov, ali kako nikoli ne bom odklonila, ampak tudi tam bi lahko rekli. Mi smo čist po svoje sva medve zavili, Vlasta, kar je v redu, ker sva nasipali med branje en kup anekdot iz tvojega življenja, ki so tudi navdihujoče, ker naša avtorica pravi, veselite se. Velikokrat poudarja v tej knjigi Umetnost preprostosti, da bodimo veseli in radostni, ker smo živi in uživamo vsakem dnevu posebej. In vse, kar si ti povedala, si pravzaprav govorila o tvojih veseljih, obdarovanja, presenečenj. In zdaj imaš še nekaj listkov, da boš še nekaj lepih misli prebrala. Naučite se živeti tudi z lakoto. To mi je bilo tako kar zanimivo brati, ker včasih si tudi nelačen v službi, recimo ne poješ ni časa. In sem rekla, pa kako naj preživim, ko sem lačna, sem lačna. In piše, jejte samo, ko ste lačni. Mi pa včasih res jemo kar tako, a ne. A ti paše, odpreš, si že popolnoma sit, ampak hladilnik je pa le blizu, a ne. Življenje si uredite po ritmu, ki vam najbolj ustreza. Uživajte živila, ki ustrezajo vašemu telesu, ribe, zelenjava, sveže sadje, dišavnice, kakovostno olje, enkrat na teden 100 gramov mesa, pečenega na žaru. Ne pa vaši sladkosnednosti. To moram dvakrat prebrati glede na uno čokolado, a ne? Večina ljudi je, ker so zaskrbljeni ali se dolgočasijo. To je res, a ne? Velikokrat pravijo, kadar sem v krizi, noro jem, ne? Stres in naglica sta dva sovražnika naše civilizacije. Kadar živimo prehitro in v težavah, tudi nekatera celična tkiva v našem telesu propadajo hitreje. Naučite se, da si boste znali vzeti čas in premagovati stres, da boste znali reči ne in si pripravljati lepo postrežene, dobre jedi. Navadite se tudi zavrniti vse, kar je negativno. To se mi zdi pa lepo sporočilo, ne?
da ne hvališ nečesa, kar je slabo ali pa kar iz vljudnosti, ampak da znaš tudi reči ne. In se mi zdi, da je to, če lepo rečeš, prijazno ne, hvala, je tudi to včasih midve ne znava. Ne? Ja. Jaz Vadiva. vse obljubim, potem pa pravi moja tajnica, ampak kako boste to zmogli? Pa rečem, a se vseeno ne bi dalo stisniti? Prav ne, glejte, ste popoldne tam, ne bo šlo. Zakaj ne rečete ne? Seka tako težko mi je, glejte, to so tako prijazni ljudje, a vseeno ne bi kaj prestavili. Ja, pravi, ne gre. Tako da se moram zdaj, nažalost, učiti tudi besede ne, kar doskrat, ne. Potem je notranja ekologija, očistite si duha. To je pa tisto, o čemer si ti govorila in mislim, da si tukaj pravi profesorica. Negativnost nam škoduje. To se mi zdi pa izjemno dobro sporočilo, zato ker ljudje, ki so nevošljivi, ki drugim privoščijo, ki se ukvarjajo močno sosedovo hišo in avtom, ki so ga kupili. Jaz se spominjam zelo dobro enega gospoda, moža od ene svoje kolegice, ki smo sedeli skupaj v avtu in je, ne vem, ki je blizu Kopra, smo se peljali, on je vozil in kar naenkrat je rekel, kaj, ne morem verjeti, nasproti je pripeljal tak avto, ko so meni rekli, da ga bom prvega imel, ko ga bom kupil, da še ni na trgu. In potem je on samo o tem govoril in pravzaprav namesto, da bi rekel, recimo, ne, kako lepo, se mi zdi, da sem videl tak avto, ko ga bom imel, super, sem ga že vsaj na cesti videl. In se je potem obremenjeval vse skozi s tem, da so ga ogoljufali, s tem, da so mu rekli, da bo on dobil prvi avto, ko ga je čakal, ne. In vidite, veliko negativnosti, negativnih misli tudi zelo se mi zdi ljudem škodi. Ne? In medije ne tudi priporoča. Pravi, ne berite časopisov, ne gledajte televizije, zaradi tega, ker so polni negativnih novic in tega ne potrebujemo. Potrebujemo. Jaz se zelo trudim tudi pri medijih, celo kot varuhinja, ker ne morem poročati prav o lepih stvareh, ker k nam pride malo srečnih, skoraj noben, no, bomo rekli. In tudi iščem dobre novice. Rečem, pa nekaj smo dosegli, povejmo tudi kakšen plus. Vesela sem bila, veš, Manca, ne vem, če si to sploh videla, 22. decembra ali 21. je bila sobota, ne vem, mislim, je bila 22, ne vem, je išel žurnal lepih novic. Jaz zdaj dobivam veliko, vidiš, časopisov v službi. Nisem videla. No, in naenkrat med vsemi revijami, časopisi, tisto soboto, ko sem imela malo časa, sem pa rekla, noč bom malo pogledala, ne bi opazila, če ne bi tako na veliko pisalo, ponujamo vam časopis poln lepih novic. In rečem, ne, to se pa naročujejo, to pa ne more biti res. In sem odprla in ga tudi hranim. Rekli so, da bo šel še 2krat v januarju in sicer je bilo zgoraj prečrtano vse slabo, recimo negativno, pa lepa novica. Ne vem, dosežki, mladina, šport, znanstveniki. Skratka, zelo so se morali najbolj potruditi, da so to naredili. In tudi, ko sem govorila z neko novinarko na TV Slovenija, mi je rekla, veste, moramo iskati tudi kaj lepega. In zdaj zelo spremljam, zdaj ker pa še bolj moram, ne, ker se zelo dolgo že trudim na tem področju, slišim tu in tam, pa dajte biti pozorni, ko reče kdo, no za konec imamo pa še eno lepo novico. Ma čiste spravijo k sebi, rečeš, no glej, se je tudi kaj lepega, ker sicer je vse slabo in če je še slaba napoved vremena, si popolnoma v fotelju noter, nizko, ne, depresiji. Tako da tukaj, kot vidite, je veliko lepih nasvetov, ogromno neke prijaznosti, seveda vsega ne moramo, to ne moreš vzeti kot učbenik pa reči, tak bom, ker mi smo unikom, vsak, če bi se nečemu čisto odpovedal, ne bi bil več on, ne. Jaz bom še vedno pojedla kakšno tisto čokolado, bom pa kdaj zavrgla kakšen predmet, podarila, pospravila, malo bolj očistila, pazila nase in ne more, ta knjiga samo koristi, ne more škoditi. Ne? In to je tisto, kar v teh časih rabimo. In zato sem jo izbrala, ker se mi je zdela tako pozitivna, da prinaša toliko lepega. Sploh, ko govorimo ne samo o slabem, da na kupu najdeš toliko lepih stvari. Potem pa za konec, spoštovana
varuhinja človekovih pravic in draga prijateljica Vlasta Nussdorfer, bom jaz samo še tole misel prebrala, da jo nesemo s seboj kot povzetek najinega večera. Vse, kar se dogaja, se najprej zgodi v naših mislih. Mislite pozitivno, širite znanje, smehljajte se in zaupajte. Lepo. Torej, zaupajmo, da je vse dobro in zakaj prav, kajti življenje ima globok smisel in lepo je bilo. Vlasta, Zelo lepo ob tebi in ob vas vseh. In res hvala vam lepa in želim še naprej take prisrčne večere, ki nas obogatijo in nam dajo dobro voljo, da gremo z veseljem v naslednji dan. Lep večer, ki je malo snežen in je pravličen. Ja. Hvala lepa, Vlasta Nussdorfer. Hvala tebi, Manca, in vam.